Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo, jaz sem Peter in danes se potepamo po Primorski. Ja, danes smo rekli, da gremo spet na en tak družinski izlet. Z mano sta tudi starša, pa Ema. In za izhodišče smo zbrali vasico Podkraj. To je tlele malo pred Colom. In te glavni cilj danes je, da se povzpnemo na Javornik. Uživamo v razgledih. Vmes bomo verjetno še en ali pa dva vrhova tudi obklukali, ni pa še čist nujno. Plan imamo pa vse skupaj zapeljati v krožno turo, bomo tudi videli, kako bo to šlo. V glavnem, glavni cilj je, da se imamo lepo, da uživamo. Vsega skupaj bo pa ene 5 ur shode. Pogled proti Vipavski dolini. Tle nadaljujemo kar po SPP-ju, Slovenski planinski poti, proti Javorniku. Kakšne mojstrovine so včasih tam delali. Ima že čisto vroča. Že drugo slačenje. In po času Rapalske meje je bila tukaj Italija. Meja ni bila dosti stran od vasice Podkraj. Tukaj le tudi, vsaj kakor sem na zemljevidu videl, bomo šli mimo bunkerja, ki predvidevam je iz tistega časa. To so te italijanske umetnine. Ja, pa še to, pol plan je, da gremo, ko pridemo nazaj do avta, da gremo čez Col po Črni vrh pa dol proti Godoviču in si gremo še tam ogledati en nedokončan tunel iz časa prve svetovne vojne, ko je Avstro-Ogrska hotela potegniti železnico do Idrije in so pač delali. In v bistvu, ko so prebili linijo, italijansko linijo, so vse stvari, ki so jih delali, so pustili take, ki so bile. In zdaj ta tunel je zdaj že skoraj 110 let tak, kot kar je bil takrat, na pol dokončan. No, tole je pa zagotovo ta italijanski bunker. Se mogo pa na hrbtnik dol dati. Pišek. Tukaj sem je pa verjetno ločil gor. Tale bunker mora imeti po mojem nekje tle okoli še spodnji vhod. Ponavadi so bili vedno te, oziroma so te italijanski bunkerji v dveh nivojih. Zgornji del je tak manjši, spod so pa pol prepredeni hodniki pa tam, kjer so vojaki bivali noter, oziroma ne vem, najbrž so tudi spali. Ampak ne bom zdaj tle okoli iskal. V glavnem, bunkerji tle. Vroče na tem primorskem sončku. Smo tam gor še en bunker opazili, pa ga grem jaz pogledat. Se obeta en krasen razgled. Tole je zagotovo enak bunker, kot tisle spodaj.
so imeli vse tipske bunkre. Tole nas pa malo bolj zanima, ne. To je pogled proti Nanosu, oziroma Nanoška planota. Zadnji, tole, po mojem, da je Učka tam dol. Tukaj dol mora biti reka. Snežnik. Res so lepe razgledi. Tukaj mora biti pol Cerknica. Ja, tole pa, tukaj je pa Slivenca. Tole pa naprej. Ostal del ekipe je šel kar po SPP-ju naprej, ker mislim, da gre takole gor, pa pol spet tamle gor levo zavije, zato da se ogne na teli planini. Poletje najbrž tlele siguren pasja, no, in seveda kmetje nočejo, da se ljudje tle sprehajajo. To je verjetno pot okoli planine speljana, pozimi pa ni problema. Primerno benga. Tiste lepotke okoli je kar precej daljša, pa še po snegu, tako da si mi jaz tlele en odmor privoščil. Jaz tlele že 15 minut sedim, oni pa dale šele prihajajo spodaj. Jaz sem se odločil, da se ne bom kele dol spuščal do njih, ampak skočim še na Streliški vrh, pa jih pa prestrežem, ko bodo oni po SPP-ju pod Streliškim vrhom šli proti Javorniku. Do prvega bunkra sem mogel iti pa tole nazaj. Sem mislil najprej, da sem proti drugemu bunkrju pozabil, ker sem se slačil, pa tam ni bilo, pa v bistvu drugega varianta ni bilo. Tako da sem praktično skoraj v dolini. Dol sem bil itak tik-tak, ne. Gor se bom pa malo grel. No, lej ga zlomka. Tudi ta bunker je v 2 nadstropjih. Aha, se tamle je pa še en vhod. Okej. Grem še tam malo bližje. Zdaj pa nimam lučke s sabo, ker nimam nahrbtnika. Tako da ne bom šel klenot. Ampak izgleda, da je kar velik. Tole kupolo pa čudno, da niso ven odkopali pa pretopili v želez. Tole pa mora biti kar nekaj železa. Zanimivo, da prej, ko sem gledal od bunkerja gora, ne, nisem nič tega drugega vhoda nisem videl, tudi te kupole nisem videl, tako da je precej lepo se ujel z naravo, da ga sploh ni za videti. V glavnem, grem poiskat nahrbtnik. Ja, če ne drugega, sem si malo popestril pot. Sem po parih korakih prišel čisto drug svet, polno skal. To pa zgleda ta Streliški vrh, ki imam plan gor iti. Sem poraščen, mojemu tega desnega skočil. Ko bo vsaj kaj razgleda. Pa sem prišel na eno, vsaj malo shojeno potko. Tole je zdaj kar orang cesta. In bom jaz tukaj po telem grebenu bom gor pičil na ta desen vrh. Bom šel pa na levega, pa dol.
na slovensko planinsko pot. No, ko se tle sred hostel se najde. Kar poteli vlaki naprej piču. Prvi pogled proti Kaninu. Tamle čez sem prej nahrbtnik pustil. Lep razgled je. To naravno se snežnik. Smo rekli pol proti Cerknici. Da pa mogoče še ljubljansko meglo videli. Za razglede proti Ljubljani bo treba še malo počakati. No, ostali so šli pa tle dol po poti. Tukaj sem jaz mislil, da bom bližnjico naredil, sem pa malo kroga naredil. Zdaj sem pa že pod vrhom Strelovca. Strelniški vrh, 1266 metrov. Takole lepo je kabanoma gor. Tukaj se pa direkt v kontra vidi, dober. Tamle so Kamniške, pol je Storžič, greben Košute, potem je Begunjščica, Vrtača, Stol, tole spredi, tale plato, po mojem, da je Jelovica. Pa je pa že tamle Mežakla, verjetno pa Pokljuka, seveda Julici, Triglav, pa tole Krnsko, pa Kaninsko pogorje, tudi Jalovec Mangarc je vidite lepo. Tole je Trnovska planota, ja, semle, tole pa gremo. Tukaj spodaj je še ena vasica, pa Vipavska dolina. Ne vem, kje gre pot dol, ampak jaz bom kar nekam, direkt dol usekal, ker tukaj spodaj je SPP. Še lažje bo po markacijah, ne. Dol gre pa kar hiter. Tik dol, tik tak na poti. Spet na eno lepo planino prišel. Tukaj vidim, da so se naša ostali del ekipce, da se je malo zgubil, da je šel tamle levo gor. Pa so pa videli, da ni prav, so pa obrnili pa tlele šli. Pozimi je res super, če je sneg, no, se da lepo po sledeh hoditi, ne. Me zjutraj je Ema spraševala, če mu rabili gamaše, sem rekel, ma ne, rabiš gamaš. Sem zdajle prav vesel, še kar nekaj cajta, da tele lenjave hlače toliko lepo prilagajoče se je hlačnico na gojzdar, da mi gre nad zadnji. Zdajle mora biti rahel plus tlele, ker zdreves dol leti, ampak se zelo lepo vidi, da smo na severni strani hriba. Pogled sigurno luštna stojanka za še malce narediti. Zdajle pa malo preveč v senčki. No, smo pa na Lazah ena. Jaz sem pa na Lazah 32. Tam so druge Laze. Zdaj sem pa na cesto prišel. Tam na gori pa spet razpotje. Ja, tukaj prije markirano, ne minimne hiške. Pa še 45 minut imamo do koče na Javorniku. Pa še nekje dodatnih 10 minut do razglednega stolpa na Javorniku. Lepo, 3 urce do Predjame. Pa kar po slovenski planinski poti naprej. Evo, tamle gor sem prej bil. Pa tudi tamle na unole sedlu sem šel čez njega. Na zemljevidu mi piše, da je tale vasica pod mano, ko sem prej tudi z vrha videl, da so to Vodice. Spet smo na križišču cest, ampak mi sledimo levo. Je pa videti, ko bi tlele
ali s turnimi smučkami ali pa celo s tekaškimi. Tam za tekaške je kar malo široka sled. Tukaj bi pa znalo biti že smučišče Javorniki. Sem 3 leta nazaj sem šel na Javornik gor prek smučišča, ampak žal ne obratuje. No, zdaj bom pa spet počasi prišel do razgledov. No, super, tole, kakor vem, je vrh smučišča. Ja, tole je pa razgledni stolp. Zdajle pa še par minut do koče. Koliko smo igrani, in bom glih pri koči ujel. Juhu! Dobrodošli na koči, pri koči na Javornikih. Po zasluženi pavzi skočimo še na razgled. No, ko sem bil prvič tle, je bil stolp čisto v snegu, pa tudi zaprt je bil. Tako da zdajle gremo po razgled. Evo ga, gremo razgled. Tole proti Snežniku, tam nazad. Potem je tole Slivenca po mojem. Pol imamo tukaj dole Rogatec, pa zadnji si 3 vrhovi so Krim. Kakšna lepa, kakšen lep smok je nad Ljubljano. Pa je tole so Kamniške Alpe. Ja, tukaj dol, to je smučišče nekdanje. Takrat, ko sem šel prvič tle gor, sem šel tukaj dol. Škoda, to smučišče ne dela. Stol. Pa seveda Julijske Alpe. Tukaj dol, tole smer dol je Idrija nekje. Tole po mojem, da je Vojskarska planota. Kanin. Golaki. Tole je Čavljanska planota. Tukaj je pot po robu nad Vipavsko dolino, Vipavska dolina. Tole je nekje proti našem izhodišču, takole zadaj. Tole zadaj je Nanos, takole nekje zadaj je naše izhodišče. To je to, smo cel krog. Zdajle pa selfie z vrha padel. Tole je selfie z vrha, zadaj so pa Julijci. Zdaj pa probamo v krožni poti nazaj dol. Če jo najdemo. Nekaj bomo našli.
v smer, pa levo dol proti Podkraju. Malo smo šli po bližnjic, zdaj pa pridemo na cesto. Zdaj moramo pa v bistvu okoli telih vrhov priti do našega izhodišča. Matej, kdaj se bila midva tle? Tele še sledimo za Col, pa naslednji razpoti gremo pa levo. Ko se prije po takle gost, je pa kar takoj hladno rata. Klopce za odmor, ampak mi ga seveda ne rabimo. Čisto ob ceste eno brezno. Še te zadnjič zavijemo z ceste. Še 3 km imamo do Podkraja, do Cola je pa 3,5. Se tisti, ja. Ja, koliko še ti čakaš, ja, pridec, ja. Zdaj imamo pa po mojem sam še navzdol. Prihajamo na glavno cesto, pa še malo do avta. Krog zaključen. Mi nasmejani. Rekli smo, da tunel pustimo za drugič, da je bilo danes zadosti. Kakšna je bila tura? Fantastična. Prvi del po Snegecu, lepo tudi Cevca kar nekaj. Mislim, težavno smo nič, kar se snega tiče, se je malo odirala, ampak drugače super. Pohodniško, ja, krasno, res. Razgledi gor iz Javornika pa noro. Ker gledaš ti smog v Ljubljani, ko se čudiš, kako lahko... Kako je lepo. Pa si vesel, da nisi? Ja, da smo šli malo višji gor, res. Priporočamo vsem.
kljub temu, da je zadnji del poti po asfaltu, ni nič zoporno bilo, tako pa Ne, nič preveč. Ne, prav lušna tura, res, tako, taka, pravno za en dan. Ja. Ful je bilo dobro na snegu spet biti, pa pozvati to mikroklimo, to je bilo meni ful zanimivo. Kako se sneg iz ful globoga, pa zmrznenega Ja. do čisto toplenega, tako res Ja. lepo. Ko priješ, to, ko sem rekel, ko priješ na severno stran, čist drug svet. Mami, ti kaj povedala? Čudovito, sonček, lep izgled. To je to. Bomo še kdaj spomladi ponovili. Ja. Ja, to je najlepše tukaj. Greš v soncu, hodaš po soncu in prideš v soncu nazaj. To je to. Superca. Še en video pri koncu. Hvala, da ste bili z nami. Pejte v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, seveda uživajte. Mi se pa kmalu vidimo. Čau! Ciao.